The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, sončki, dobrodošli nazaj. S Petro so že malo začela debato, ampak bova dosti stvari najbrž še enkrat povedala. Tako da jaz sem malo zbolel, tako da z Uno X-a maser še ni prišel in sva za jutr zmenjena, tako da upam, da zdaj jutr pride. Lepas, da ga nam še kužil. Pol pa imamo, jaz moram spet razložiti v telih akcijah, se pravi, očala se prodajajo, pa se zraven dobi še 2 darili, potem zraven majica pa hlač dobite en daril, pa zraven OSPV-a dobite še dodaten daril, tako da to je zdaj do konec novega leta. Bo pa v kratkem še ena oranka akcija za obroče vam prišla, tako da če kogarkoli zanima obroči, se hit prijavite na mailing. Evo, tisti, ki ste naročili casual tekstil, je isto že naročen in bo dobava okrog 10. Januarja. Isto pa zgleda, kaže, da bo tudi ta majica La Primavera, da bo tudi prišla okrog 10. januarja, tako da in kolesarske te kratke hlače, tako da evo, vse pride takrat enkrat, tako da to je to. Zdaj pa še 2 stvari, preden s Petro začneva. Jaz sem gledal tisti, ki spremljate tudi kaj gorsko kolesarstvo. Kristjan Vreček je bil na podcastu od Davida, pa je kar v redu podcast. Meni je pač Vreček itak top, tako da sem ga pogledal, tako da si lahko pogledate ta podcast, če imate 3 ure časa. Kdo pa je David? En influencer, ne vem kaj počne točno, ampak ja, ima svoj podcast. Aha. Kolesarski ali kar neki? Ne, vse, pač, vse kar pač. Imel je, so ga izfašta že gor. Aha. Ampak je ful gledano, tako ima tudi po 100 jurjev gledal na kakšnih podcastih. Tako da to. Pa tisti, ki gledate kaj Downhill, je prišel ful dober tak kratek film ven o zmagovalcu letošnjega leta, se pravi Jackson Goldstone, to pa najdete na Red Bull TV-ju. Se mi zdi, da tudi tisti, ki ne spremljate, ne vem, je v pogledu za kulisje, ki se mi zdi, da je tako iz vidika kolesarja, da to radi pogledamo, tako da 30-minuten filmček in je, pač ja, vsaj meni je bilo ful dobro to pogledati. To zdaj, ko si bil bolan, si imel cajt malo gledati. Pa bolana, pa če ne bil bolan, bi pogledal v vsakem primeru. Evo, zdaj, ko smo še na konc leta, jaz bi se sam še rad zahvalil vsem, ki gledate kanal. Dobili smo v letošnjem letu dodatnih 1000 sledilcev, na YouTubeu pa 4000 na Instagramu. Tako da, evo, ful hvala vsem. Evo, zdaj pa nič, boš ti povedala, ta vikend ste šli na kolo. Ste se imeli fajn. Jaz sem zvedel žalostno novico, da je Pantos mogel zamenjati kolo in da je bil zdaj že z novim okvirjem tam. A si videl, nisi videl posnetka? Ne. Mislim, sem sam šeru. Video bi pogledal, sem jaz dala v videu, da je pač se pretožil, da ima pretežek kolo, pa sem mu dala lažjega. Tako da ima nov kolo, ne? Ja, tako da sem spet mogel gledati, kva so že... Gusto. Ja, saj sem rekel, da si spet popušil en, da je ni še otišal. Ja, ima tega GRX-a. GTR. Ali GTR, GTR. Mislim, da GTR. Ja, v glavnem, ja, tako da tega v beli barvi. Ja. Ne, bom videl, če se bo... Nisi ga parila v roke? Ne. Hvala pa res ful fajn. Malo sem jaz čudna, se veš. Ja. Pač, ja. Nisem ga parila v roke, ampak sem ga videla in vse kolo je drugače lušno. Vse sem rekla, te gustoti, vizualnost, pa niso bili grda kolesa. Nisem ga pa še potežkala, ampak predvidevam, upam, da je kaj lažji, kaj je bil unno. Bomo ga pa zvagali, takoj, ko ga v klepar pelu, pa bomo videli, kva ima za eno težino. Težo. Ja, tako da bomo Dobar. to... Ko ste se imeli? Jaz smo se fajn, se pravi, vreme je bil super, pihali nič. Bilo nas je 12, tako da še ne prišel, ki je Niša kupil. Ja, vem, ja. Pa je pol, ne vem sicer, kaj se je z njemu čisto točno zgodilo, da je imel defekt, ampak tudi nič ni povedal, da ima defekt.
Tako da, če bi povedal, bi mu lahko mogoče celo kaj pomagali, sam niti ni nobenega dal znaka, tako da je ostal potem v zadnji, ne vem, da je čakal prevoz, tako da ne vem, žal pač drugič ne, zdaj, če smo v skupini, če smo vsi skupaj, ne se zadere, ne se zaupije, ne se zatul, karkoli to velja za vsazga, ker v končni fazi mi ne moramo pa videti, kaj se je z nekom zgodil, ne poznamo se vsi med sabo, nimamo kontaktov od vseh, zdaj nekoga iskati kilometre od zadnji, ki je ostal, je to težko in se vedno pove, ne, ali je to defekt, ali se ne more več, ne se pove, ali da ne gre več naprej, da bo pač ostal, da smo prehitri, prekarkoli. Prav je, da se pove, no, ker nas je pač pol skrbi in smo kar nekaj časa zapravili, da smo ugotavljali, kaj se je z njemu zgodil. Pol je sicer en gospod toliko časa smo ga čakali, da je šel ga je pogledat, me je prišel pol tudi nazaj v glavnem in je pol povedal in zdaj pač tako je pravno, da se pove nekaj. Če bi pa vedeli, da je defekt, če je bil res defekt, bi se ga pa marsikaj da rešiti, ne? Ja, defekt je imel, ja, pa ni imel, se me pol cela štala, mene je že glava začela boleti, ko mi je pošiljal slike. Je imel defekt, mi pove štorijo, je pa pač kdorkoli je prišel do njega, je rekel, da ima rezervno zračnico, da mu je lahko zamena itd., ne, da bo ta zamenjala in je to. No, on mu da pač kolo in je tisto, ki mu je hotel zamenjati, je z napačne strani mu hotel os dol odšraufati. Ja, to ni bil od naših. Ja, ne vem, nekdo tam, ki je pač bil. Nikoli ni še nobeden nazaj. No, sej ti pravim, ne vem. To je bil nekdo z ceste, očitno. En kolesar je prišel pač men, mu je hotel in v tismu, ki mu je to hotel odšraufati, mu je zlomil ta hanger za menjalnik. Zaradi tega, ker je z te strani šraufu, kaj menjalnik ni skontar. Ja, in je toliko pretegnil, da mu je v bistvu uno kapco celo zlomil. Zato, ker se ne da pač, če imaš os gora, tega ne moreš odšraufati. Tako da, ko mi je uno kazal, sem že, cela štala. Pa kaj on ne zna zamenjati? Se ne zna, da dole zadnje vroča? Ni imel ključev, ni imel nič s sabo. Se je bil vsem probu sam. Če nimaš ključa. Kako pa je s čim pa je delu? Ja, je zgleda imel sabo, a ne? Aha, in mu še zamenjati hotel. In, no, sej. No, se pravi, mi smo imeli tudi vse s sabo, ne, in ključe in zračnice, se to se ponovati ima sabo, ne, če imaš kolo, ampak dobro, smo imeli vsi neki, bi skupaj lahko skombinirali in bi se lahko tudi vozili. No, sej, long story short, vse se je izrihtal, je pol sam pač drug ta nosilček imel en njegov prijatelj in sta že zamenjala, tako da, ker je univerzalen in je to. Tako da, na srečo, kukar sem bil jaz na začetku malo je vse štima. Tako da. Dobro. Ja. Koliko pač ste naredili 100? Ja. Bravo. 103 kilometre, imeli smo, mislim, da je bilo 600 dobrih višincev. Tako da smo se res lepo odpeljali, šli smo iz Ajdovščine čez tam Savkan, pa Novo Gorico, pa malo tam je Karmin, se imenuje tam en kraj, pa pol po drugem koncu nazaj, čez Miren, po zelo lepih cestah, ni bilo neki nobenega prometa, tisto, kar je bil kratki prometni delčki mogoče, no, ampak ni bilo neke gužve, na sobota je bila, tako da je bilo res krasen. Smo se lepo odpeljali in v Ajdovščini nas je Božiček prečakal, čisto slučajno je bilo na motorju s tistim starinskem z prikolco zraven. Tako da, mislim, smo se res super, no. Jaz sem videl, še gospod Prevc je prišel. Ja, jaz njega poznam samo iz teh omrežij, pa z debat nisva nikoli, tako da je bil prvič, da sva se v živo spoznala in sva malo počvekala in ja, tako da upam, da bo še kdaj prišel. Je pa sodelavec od Tomaža. Aha. Tako da, ja, upam, da bo še kdaj prišel, no. Mislim, da itak smo se lepo vozili, tako da ni bilo kakšne, itak se je on se dobro pele, tako da ni problema. Je bil z SL8, ko je bil še en drugim? Ja, z Specializom. Ne, črn. A črn? Ja. Ok. Ja. Tako da to soboto je v planu še en, tako da mi skozi spravimo zadnji, midva najverjetneje midva bo šla skoraj sigurno v soboto ali v Balo, ali bo pa spet mogoče z Nove Gorice štarati, malo gledam, kje bo veter, ker bo petek bolj vetrovno, pa kje bo prej veter ponehal.
na konc bomo šli pa tam štartali, pa še naredili še en krog. Da če bomo šli na obalo, bomo še najverjetneje iz Kopra, tam se bo malo več višincev nabral, pa bo malo težje, mogoče ne bo verjetno več 100, če bomo šli pa z Nove Gorice, se lahko pa tudi če kakšna 100 spet nabere. Dobro, to upam, da grem pol tudi jaz. Ja, to bom sigurno, no. Ne bo ful vroče, da bi bila neka ful toplota, tam kaže 10 do 12 stopinj, ampak pa ja, se to je vroče. Ja, pa tu sonček, pa tako, da bo dobro. Vsaj to je zaenkrat. Je pa res, da ja, sej bi bilo več ljudi, sam mi smo tudi to na zelo zadnji moment objavili, ker tudi jaz nisem vedela, bo šla ali ne, ker nismo imela z delavskega kadra, so zboleli in nismo vedela, se bomo organizirali ali ne in pa sva se in še vedno se nas je nabrali kar nekaj, no, tako da tudi dosti novih in je bilo prav fajn. The best. Jaz zdaj na spletno stran sem dodal še tale kalkulator za gume, to so šla čez, tako da če kdo ne ve, koliko se pumpajo plašči, vtipkate noter in evo, imate na naši spletni strani, dal bom tudi v opis. Pol AI trening plan me matra, zato ker je treba narediti neko plačilo za nek program in mi tam ne sprejme kartice. Tako da ne vem, kako bom zdaj to zrihtil, ker vse, kar rabam, je en dan, pa da mi sprejme kartico in ne sprejme kartice. In plačujemo vse s to kartico, ni da ni od naročnin v tujini, Google, Adobe, ne vem, ni da ni. Tukaj mi je noče sprejeti. Tako da takoj, ko boste imeli še AI trening plan, ki bo baziran na mesečnih treningih, tako da bo v bistvu vsak sklop bo en mesec trajal. Tako da to upam, da bo v kratkem. Zdaj pa moram reči, da tale merilc tlaka je naredil zelo dobro, no, sem ga že tudi Tomažu pohvalila, sem rekla, si lahko pogleda. Edina ena stvar, če hočete imeti malo bolj, da ste navajeni, da bi radi imeli majčkam bolj napumpano gumo, pa dajte tam pod izborom, kjer imate ta feeling, ne, a je rejs ali je udobno, pa se dajte na rejs, pa bo pač mogoče mečkam več pokazali tlaka, glih zato, da vam bo. Jaz sem si recimo tako naštimala in je točno meni dejansko tako, kot se jaz rada vozim, ker mi doma recimo z Mercedom 20 kg dobrih razlike v teži, pa praktično isto napumpane gume, no. Ampak on pač ima rajš bolj ta udobje, občutek, jaz imam pa rajš malo bolj trde, tako da. Ja. Je pa tako, no, pri vseh teh stvarih mogoče je dobro poudariti, da vedno ste tam od cirka 0,3 do 0,5 barov lahko razlike. Tako da boljše je mogoče štartati z bolj napumpano gumo, pa pol sred vožnje, jaz to sem že več strankam povedal, se sam malo spusti, pa se spet zapeleš, pa vidiš, a ti ustreza, a ti ne ustreza. Če misliš, da ti to pač ni všeč, naslednjič sam pač spet bolj napumpaš in si pač najdu tist nek ta prav sistem. Je pa logično, manj napumpana guma, načeloma bi mogla biti hitrejša, bolj udobna, boljši oprijem bo imela, kar je pa pač minus. Pa še manj možnosti za kakšne defekte. Ne, je pa večja možnost za defekte. Ja, samo odvisen, koliko je zdaj manj napumpana. Če je pravilno manj napumpana guma, še vsem, ker te preveč napumpane gume, ki so pa res preveč, ko greš ti ekstra preveč, je pa hiter lahko defekt, ker imaš preveč napumpano. Vse to so te defekti ala na Franji, te variante, ki pridajo iz 9 bari napumpanimi gumami, zraven imajo pa... Mi da se ne pogovarjava o 9 barih, mi da se pogovarjava, da si 4,5, da si napumpaš 5,5. Ja, ampak jaz moram reči, da gledam prav pri Mercedu, on ima 85 kg, pa si na 4 bare pumpa, pa nima nobenih defektov. Ja, pa ima TPU-je noter, ne. Jaz sem še tudi letos, pač jaz vsakič, ko sem imel defekt, sem imel pač pramal napumpano gumo letos, ampak to je zato, ker sem imel kolo kle, sem ga samo vzel, sem šel ven, nisem pogledal, koliko imam, pa pridem nazaj na uni gumi, ki nisem imel defekta, je imela 3 bare noter. Ja, jaz sem imel pa 90 kg, kar je pa pač tudi malo opazujem ljudi, kako se vozijo, eni pač gledajo lukno, pa pazijo, pa se probajo izogniti, eni vidijo lukno, pa zapeljajo čez njo, ker ne vem, mislijo, da imajo očitno traktor, ampak to so specialke, to so občutljive, kukorkoli gledaš, tako da zelo različno je tudi ta vožnja, no. Jaz jih kar ene par lahko naštela po imenu, ki vem, da sploh ne pazijo na kolo oziroma ne pazijo na to, da bodo dobili defekt in tudi te dejansko imajo največ defektov, kar jih jaz poznam. Ja. Ampak kakšni pa že ne vidijo tako dobro. No, eni mogoče, da ne vidijo, to je drugo, ampak, ali pa da ne vidiš, pa po nesreč rukneš, ampak vidim jih pa ogromen, kar zapeljajo v tisto lukno, pa pač kar bo pa bo, ne. To se je v bistvu tudi zaradi tega ta kalkulator naredil,
ker ko imaš napumpane gume, je mogoče ta največji razlog, da bo izkušnja na kolesu v redu ali bo pač pa slaba. Zaradi tega, da tisti, ki imate preveč napumpane gume in je kolo pač trd, je po večini glih iz tega vidika, ker pač čutite vsako vibracijo od tal, če malo manj napumpaš gume, je vožnja dosti bolj udobna, tako da ja. Evo, je nek najlažji način, kako si narediti kolo pač bolj udoben, da ima boljši oprijem. Tako da meni se zdi, da ta kalkulator zdaj da zelo v redu kaže, če komu ne pač piše, bomo probali še kaj zverzirati, ampak mislim, da je kar, da se je kar v redu zrihtali. Da greva v svet pa novice, ki so prišle, pol na koncu imam pa še par vprašanj, ker letos zdaj je konc leta, ne, pa da greva še čez to čez. Se naslednji teden bova še enkrat pač snemala, mogoče še kaj novega najdeva, ampak greva pa zdaj najprej v tale svetovno dogajanje v kolesarstvu. Mogoče ta najbolj zanimiv, ki se je ta vikend zgodil, ciklokros. Van der Poel, Van Aert je tudi prišel. Ja, če je zanimiv, glede na to, da je spet solo propelil in se že drugemu krogu odpelil in se je že drugemu krogu videl, da bo sam se vozil. Ja, na ta prvi, na ta drugi je pa že napadel, pa so ga ujeli, pa je pol, ne vem, ta tretja pač. Ja, tako da, ne vem, bolj je bilo presenetljivo, da ni Van Aert bil boljši, ampak je pa imel pač defekt tudi, tako da to je pač ciklokros. Ampak še vse ne bi, mogoče bi se lahko boril za drugo pa tretje mesto, tako da Van der Poel je kar spreman, kar se tega tiče, pa vidi se mu, da on pač uživa na tem terenu. No. Meni je bilo zanimivo, ker so pokazali še njegovo sprednjo gumo, kakšne gume ima pred štartom, ne? Je imel praktičen čist slik, ob strani samo malo unih zobčkov, bilo je ful peska, tudi tako. Ta zemlja se mi ni zdela, da je suha, ne, čist. In ko gledaš, kako une ovinke, pa to vse odpeljajo, sem rekel, da je samo svaka čast. To pač mora biti res profesor, kar se tiče tega. Ne. Tako da, ja, ampak meni je bilo še vsem. Sploh ta nedeljska dirka mi je bila zanimiva, ampak ja, ka model pohod, pač tam se vidi, da je klasa nad vsemi. Tako da, če so glih pri klasi nad vsemi, ne, je gospod Pogačar pa UAE so šli Col-de-Rates so spet podarili rekord. Ti si zasledila kaj, koliko naj bi imel kao povprečne vate gor? Ne, nisem gledala vate, to pa nisem gledala, koliko naj bi imel vate. Videla sem, da je za 20 sekund skoraj zboljšal. Če ne še več. 11,57, prejel pa 11,38. 12,38. No, ne vem, v glavnem. Videla sem, da je ful, itak se je o tem ful pisal pa govoril. Tako da, ja, najlepše je bilo v bistvu ta objava, ki je naredil vesel Božič in srečno novo leto, pa od spodaj te komijo, ne, njegov nasmeh. Tako da ja, ampak fora tem, da te treba povedati, da on je to naredil v sklopu 226 kilometrov. Ja, in na teh 226 kilometrov je imel pa tako, sem videla, jaz sem na Stravi, pač ga imam, ne, se verjetno večina ga sledi na Stravi in mislim, da je imel pa zraven in pa še 50 PR-jev narejenih, ne. Tako da poleg vsega tega, kar je dosegel, pa ne samo na Col-de-Rates, tudi potem še, po temu je imel veliko PR-jev svojih. Tako da ja, jaz mislim, da sej noben ne dvom, da on ne bo spet pripravljen naslednjo sezono. On bo spreman isto, ki je bil, dober bo isto, ki je bil, ali bo mogoče pa spet še za tist 0,1% boljši, slabši skoraj dvomem, da bi še bil, ker je še vseeno v teh letih, kjer ima še mogoče ta manever oziroma lahko vzdržuje kondicijo. Edino, kar se mu bo začel slejka prej poznati, ne, to vsi vemo, bo ta regeneracija, ki mu bo mogoče, ampak on ima pač tako dobro regeneracijo, to smo zdaj tudi o temu se je veliko govorilo, no, pa jaz nisem prej tukaj dejala, če smo že glih pri Pogačarju, da so zračunali te njegove VO2 max na podlagi vožnje, a ne, ker eno so tisti podatki, ki so jih dali ven pred 100 leti o njemu, ki je imel VO2 max uradno zmerjan, pa je imel, ne vem, 89 ali koliko procentnega, ne.
pa Vingegaard, ne vem, 92, pa je veljal do zdaj Vingegaard za z največjim VO2 max. No, zračunali so, da Pogačar je s temi letos, ki je vozil tele na turu in s kronometrom, kjer se to zelo dobro da izmeriti dejansko, a ne, dosegel nekje okoli 96, kar se pa ga že tretira v res enega vesolca. Tako da, ja, tukaj lahko vidimo, da je tudi telo pa genetika svoje naredita. Ne. No, eni mojstri so šli računati približno, koliko vatov naj bi pač imel povprečje, in za teh slabih 12 minut naj bi vrtel v povprečju 505 vate. To so spet, ker on je to vozil z veterju, a ne? Skupaj z grupo, tako da so te verjetno te vati zelo težko. Sicer se da, drugače imaš ta odsek, ne? In Strava ti izračuna, ti prikaže točne vate, ki si jih vozil. Se to sploh ne rabiš neki računati. Ti, če greš pogledati odsek, ne? Od Pogačarja, evo tole, kar je vozil, da vidimo, kje je tale, mečkam počasnejši, no slab internet. Merry Christmas, evo ga, kom. Da je naredil, kaj pokaže tale kom. To je, se pravi, 11:57, 32. Ja, povprečno. Zakaj pa jaz ne vidim zdaj telih, ki mu pa pokaže vate. A to sam te pokaže, mogoče samo svoje. Ja, jaz mislim, da ne bo kazalo. Da ti sam sebi vidiš. Skratka, preračunali so se, vemo, da je bil za veterju in da je šele, mislim, da v zadnjem kilometru, da je šel sam naprej, neki na to foro. Tako da, skratka, če smo se bali, da letos ne bo še boljši, je še boljši, kakor je bil lansko leto. Če sezona se mu kdaj začne? Milan-San Remo je prva? Strade Bianche. Strade Bianche je pa, a mogoče že datum? Marc. Ja, to vem. Aha, ne vem točno datuma. Okay. Po moje, ker smo mi to hodili, mislim, da je to bil začetek marca, ne? Ja. Začetek marca je, mislim, da je slučil prvi Milan-San teden Remo v je marcu. okrog 20. do 25. Ja, en teden za. Oziroma ponovadi tako, da se Strade Bianche konča, pa je takoj Milano-San Remo v parih dneh. A veš, takrat enkrat, ko bi mogel, pa so ga pol malo takrat je še delač, da bomo te... Skratka, ja, ko sem videl jaz, ko sem tole si pogledal, sem sam rekel, to je, ja, nadčloveško. Ja, meni je všeč, malo... Ja. Se mi zdi, da je vsem všeč. Razen unim, ki se mora z njemu voziti v pelotonu, unim po moje ni najbolj všeč. Pa so prestopi. Ja, te prestopov je pa letos, se mi zdi, ne vem, se tebi zdi, da jih je ful, meni se tako zdi, ali so pa zanimivi prestopi mogoče za to. Ker... Mogoče glih takih, ki malo bolj glavnih v posameznih ekipah. Ja, se kar premešali se bo, v bistvu tale Lidl bo rado močen. Lidl Trek bo, ja, bolj je samo vprašanje, še zmer nimajo unga, da bi rekel, ja, imajo, ne? Zvezdo za enotedenske, tritedenske. Ja, imajo, Ayusota, ne? Se ne morajo imeti, koga bojo pa imeli, se jih ni 10 Pogačarjev na trgu. Kaj bi Vingegaarda lahko edin pol. Imajo Ayusota zdaj, ne, kar se mi zdi, da bo s tem Lidl Trek lahko najbolj konkurenčen. Do zdaj je bil Ciccone, ampak Ciccone nikoli ni mogel pač biti blizu z nekih teh. Mislim, da pa Ayuso in bo pa saj lahko prinesel top, mogoče so top 5, top 10, bomo videli, no, zdaj odvisen od njega. Ne, Ayuso po vsej logiki bi mogel top 3 vedno naskakvati. Ja, bi mogel, sam tukaj že vidimo spet ta njegov karakter, že ven seka, že pluva po bivših kolesarjih, svojih sotekmovalcih, kar je res kaže na to, da je pač mal... Ne vem, kako bi te mogli rekli, zdaj je pač tega Fermerša popluval, da je to netimski kolesar in bla 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 in
Sicer to brez veze sploh govoriti, jaz ne vidim, zakaj bi sploh take izjave dajal, glede na to, da si zamenil ekipo. Zakaj bi zdaj... Nisem videl, kdaj pa to, kaj pa bilo. Zdaj je bilo 2 dni nazaj. Ja, glih pač, da čisto ena tak, se zdaj to lahko spet novinari naredijo te kratke odseke iz enega intervjuja, ne. Ampak o Vermeeršu, ki je bil pač letos v UAE-ju, je dal izjavo, da je na vsakem treningu se vozil kar nekaj odspredaj sam, da se ni vozil z njimi, da na dirkah ni kao upošteval navodil in da je... Ko so prišli na to temo? Ja, veš, da to pa ne vem. Mogoče so ga sprašvali, se pravi, mogoče so ga sprašvali o bivših tekmovalcih, kaj tako, ali pa kdo se mu zdi najbolj, ker je pa nekaj pa pohvalil Pogačarja, da Pogačar je pa res krasen, res timski tekmovalec, ne? Sicer ne zakaj bi on hvalil Pogačarja, ampak ja, mogoče je to dal kontra temu, da je Vermeerša poplul. Ampak neumen je, no, take izjave, da je tako, da jaz mislim, da Jusota bo kvečemu odnesla njegova glava, pa karakter, bolj kukar pa... Jaz bolj mislim, kako bojo ekipo znotraj sestavili, ker zdaj, če je še Derek G, Skelmoze, Čikone in zdaj imaš že par takih, ki so bili prej, rečemo, je bil vsak za svojo dirko kao ta glava, ne? Zdaj se mi zdi, da bo to zelo težko, kdo bo delal za koga, ne? Lahko imajo pa več možnosti potem tekmovati na večjih Grand Tourih, dosež dobre rezultate. Ti moraš vedeti, da pri Pogačarju, takrat, ko je on v top formi, so vsi pomagači v top formi. Zdaj, če pa Derek G ve, da bo šel delati za nekoga drugega, kaj misliš, da bo on se pripravil, da bo prišel v top formo? Mislim, čistko, no, z mojega vidika, Derek G je krasen kolesar, ampak jaz bi njega jemala vedno v ekipo samo kot pomočnika, negolj kot nekoga, ki lahko zmaga. Samo on je bil pa zdaj kot ta glaven. Ja. In zdaj lahko ta mindset shift. Če so se dogovorili pa zmenili, da pač ne bo, ne vem. Se povsod zmenijo, pa ne vem, se tudi tale mojster eden najbolj takih dokazov, da se to da spremeniti Almeida. Almeida je bil definitivno... Ja, samo moraš biti tak človek, ne. Ja, seveda. Večina teh na tem nivoju kolesarjev jih ni. Kdo je že take pa Rogliču, ki je Kolumbic, ki je bil 3. ali 2. na Giru, ki je Pogačar zmagal. Pa zdaj, ki je bil pa pomagač, ga ni bilo bankir več. Z bradico. Ja, vem koga, Martinez. Martinez, ja. Je njega pa res ni bilo bankir letos. Mogoče ima pa kakšno... Pa še dosti je po moje teh primerov, ki polka grejo spet na svoje, mislim, ki vozijo zase, pa so pa spet boljši, tako da ne vem, jaz kar dokler se ne bo pokazali, da je to res, kar ne bom verjel, kar rečemo pri treku, taka mi pa res dober pomočnik, pa kaj tudi class act, kako se voz je Pedersen. Pedersen je tudi takrat, ko ve, da mora pomagati, bo pomagal, takrat, ko ve, da je za njega, bo za njega in on mi je tako odzvest v kolesarstvu, mi je on... Ja, seveda, zato, ker on dobiva tudi pol priložnosti pa na teh enodnevnih dirkah, kjer je pač najboljši, ne, in zato je pač tudi tem sprijaznen, pa ja, lej, bomo videli. Je pa, bo pa tako močen, no, Lidl, pa v bistvu meni je najbolj pa všečno, to sem ena takih stvari, ki sem si jo tudi jaz zabeležila v teh prestopih vseh, ki mi je bolj zanimiv, mi je Oscar, tale Only. Ja, ne bi šel Ineos. Ja, ker on mi je pa ful všeč, moram reči, no, vse sem ga večkrat tudi pohvalila letos na turu, ki je vozil, mi je bil zelo simpatičen, mlad kolesar, recimo zdaj pač vsi primerjajo tega bolj, kaj je take v Decathlonu, no, Francoz. Seixas. Ja, Seixas, Seixas. No, v glavnem njega, ne vsi, da je to v bistvu eden od tistih, da je to prvi, ki bo mogoče lahko šele nabal Pogačarja, ne. Okay. Ampak mislim, da so tudi še ostali teli fantje, zelo mladi, ki še lahko se pokažejo, je eden od takih mi je bil, se pravi, zanimiv. Zdaj, a bo tudi to sezono tako dobro bomo videli, ne, a je to zdaj bilo slučajno, ker včasih se kakšni pojavijo enkrat, pa jih potem nikjer več ni. Lahko pa nadaljuje in Ineos bo sigurno ful dobra odskočna deska oziroma ne odskočna desko je že imel, zdaj je že priletel na desko, ne. In Ineos je sigurno to v redu, ker še njegov so z Angležija, ne, in mislim, da bi lahko pol nadomestil nekako mogoče celo Tomasa Gerlanda enkrat. Pa tudi tak simpatičen je, no, tisti klasičen Angležek, tako da ne vem. A veš, da jaz se ne spomnim niti enega njegovega intervjuja, tako da... Ja, jaz se ga pa spomnim. Ne vem, nič povedati. Tako da jaz upam, da bo res kaj še s tem, to bo še najbolj tak, njega mi bo najbolj zanimiv zdaj le spremljati, kaj bojo z njega naredili, no, tako.
Ja, pol pa imaš ti še kaj pri prestopih? Jaz sem imel samo ta dva zapisana. Ne, jaz prestopov bo še ogromen, tako da to lahko pričakujemo še definitivno, še kakšne take, mislim, ogromen, še kaj mogoče, da bomo še kaj slišali. Ja, eden, ki si ga nisem zapisal, ker se nisem spomnil, Stuyven, gre mislim, da v Decathlon. To je tako, je v bistvu tudi najbolj pomagal, pa ki je bil na Flandriji en izmed redkih, ki se je vozil še s ta prvimi dolg časa. Tako da, evo, ta je tudi meni tako. Za klasike pa zato je definitivno res mišica. Ne? Ja, ne glede na to, da smo pa pri pristopih, pa da, kakor vidim, nimava kaj več za povedati, je pa ena od stvari, ki je v bistvu res taka, to sem zdaj brala, zanimiva ali pa ne smotana, da kako se vozijo, da prestopi so že zdavni narejeni, sem v bistvu se že vse ve, da bo v novi ekipi, pa se pa zdaj gledamo na teh pripravah, ki se vozijo ekipe, pa so vsi že ekipa v svoji obleki, se pa voz še v svoji stari obleki, a ne. Tak je eden tudi Peruaju, ki je od tega piknik postla prišel, pa potem je recimo Remko v Bori in je zdaj UCI sprejema pravilnik, bo zelo kratkem sprejet, kjer bo pač dovolil, da se lahko, čim je znan prestop, da se bodo lahko tudi težji vozili v istih oblekah, tako da to je tudi ena od stvari, ki je taka zanimiva, no? Da kako se UCI nekako vsem prilagaja, čeprav zelo težko kaj spremeni, ampak po moje je težava, da takrat, ko začne z novimi, mu najbrž poteče pogodba s staro ekipo in mora takoj novi plačati. Jaz sem piše o tem, da pogodbe so narejene letno. Ja. Do konca leta, zaradi tega je. Ampak bojo dopuščali, da pa pač lahko vozijo. Ja, in oni, ki naredijo prestop je znan, pogodba je podpisana, vse je že znano, on tudi več nima nobenih obveznosti več do njih dejansko, ampak ker je pogodba tako napisana, zaradi datiranja, zaradi samega datum je kle problem, nič drugega. In ko bodo pač dali pravilnik, da ko je prestop verjetno urejen, za dnem podpisa pogodbe za drugo ekipo, lahko začne nositi dres te ekipe, bo pač tisti datum ne bo več pomemben. Vse to se sam napiše en pravilnik in to je zelo enostavno. Mislim, zelo enostavno in tako, ko mi dva gledava je, sam čez pa ti ekipa, ki plačuje nekega kolesarja, pa ima on, ne vem, še kakšne obveznosti do sponzorjev. Ja, eno so obveznosti do ekipe, drugo so pa osebni sponzorji. Se bolj do ekipnih, a ne sponzorjev. Ja, se zato pa bojo to spremenili in ko se bo spremenil ta pravilnik, pač ne bo imel več obveznosti do teh sponzorjev oziroma do ekipe. Noben nima, ekipa ima obveznosti do sponzorjev, ne ti kot tekmovalc. Ja, sem se obada veva, da kolesarji imajo največ časa, da snemajo določene stvari, ko se zaključi sezona. V sezoni imajo Sej on ni več nobena reklama, če se vozi z borovimi kolesarji. Sej kvečemo bolj negativna ta reklama, kakor pa pozitivna. Si predstavljaš, da sta si pa še celo voz, ne vem, z nekom, ki sta z iste branže sponzorja? Verjamem, da ena je tele znamke še zdaj uporabljajo Pogačarja kot njihovega, da to uporablja pa že dolg časa. So ga uporabljali dolg časa, kaj so že bili. Sej nima veze, ampak... Ja, so ga tudi že nehali, ker so bile tam tudi tožbe od zadnji. Po XY letih so še vedno uporabljali. Ja, sej verjetno so mogli tudi kaj plačati na koncu za to. No super, če bo to... No tako da da je res malo lepši to pol tudi zgleda, Pa ena od stvari, ki sem si jo pa jaz zapisala, zdaj ne vem, koliko si ti to gledal, Vuelta je bila predstavljena. Ja, sem tudi zdaj glih zapisal. Aha, no vidiš. Se pa imava pa podobne misli. Vuelto, jaz sem šel sem mogel spet pogledati par podcastov, zato sem sploh razumel, kakšne so razlike itd. Mogoče ta največja razlika je, da bo Vuelta naslednje let ta najbolj težka trasa, bo imela, mislim, da več kot 6000 metrov višincev, več kot pa Tour. Začela se bo v Monaku, pa kar je mogoče... 4000 ima več višincev. Ja, 4000. Pa kar je mogoče ta najbolj je to, da za 2025 je bila Vuelta cela na severni strani Španije, naslednje let bo cela na južni strani, kar pomeni, da naj bi bilo še ekstremno vroče. Ja.
Tako da to je mogoče edini riziko, ki se kaže. Pa namigovanja so že zato, ker bo tako težka Vuelta, da se zna zgoditi, da bi pa pol Pogačar si last minute premislil in da bo šel še na Vuelto. To je tudi sam že v bistvu ves čas mal namiguje oziroma ne izključuje. Ne? Sam je rekel, da se bi urnik je objavljen. Ko so ga vprašali za Vuelto, je rekel, je lepo povedal, da Vuelta jo ni izključil in da je vse še možno. Tako da to se bo odločil po moje po turu, se to vsi vemo. Oziroma že tekom tura, ponavadi. Po moje 14 dni ali pa teden po turu, koliko bo zmatran, pa se bo pol videl. Ja. Po moje je še zmeraj moj cilj svetovno v Kanadi. To, da je 3krat zapored, je pač tudi nekaj šteje. No, sigurno. Tako da bomo videli. Ampak... Jaz sem si pogledala te razlike in letos recimo je Giro ima dobrih 49,000 višincev in pa 3,500 km, kar je tudi ne velja za enega najlažjih Girov. Tako da so kar vsi letos, čeprav so rekli, so ga zmanjšali v primerjavi, ampak ni glih najlažji in ima pa 5 teh težkih zaključkov, etap. Tur ima 3,300 km in jih ima v bistvu približno toliko Vuelta, ampak ima 54,500 višincev, Vuelta ima pa 58,100. Na Vuelti mislim, da je 7 zaključnih vzponov. Na Vuelti je 7 res težkih zaključkov, na turu pa tudi 5. Okay. Ja, tako da to je recimo tako primerljivo. Je pa res, da celo na Vuelti ne samo, da je 7, mislim, da je celo 10 etap je gorskih in od teh 10 jih je 7 ekstra težkih. Tako da Vuelta je velja za eno najtežjih v novodobni, če ne celo najtežja. Se to je zdaj težko primerjati. Ampak sigurno je pa tako, kot ste rekel, ta vročina pa še svoje naredila, da bo jo še začinila, da bo mogoče res najtežja. Ker zanimivo je, da dejansko v Pirenejih ni, razen kar je v Andori. Ena etapa, ki je taka, ki sem gledala tale sliko višine. Ja. Da nam pomagi mi, no. Ne vem, kaj hočeš povedati. Vzponi pa, da tak. Kaj, višinskih metrov? Ja, no, pa zdaj mi je šla beseda iz glave. Diagram, kaj je narisano. O bože. Profil je bela cesta. Bog pomagi, kada sem en debil, ne profil. Ja, se sin. Profil ima sicer etapa nekih dobrih 100 km, ampak je pa res tako taka špica, 4. Tako da in to je že 4. etapa. Okay. Štart bo pa v Monaku in se bodo vozili po trasi Formule 1, tako da bo kronometer 9 km, tako je otvoritev v Monaku in se vozijo po tej famoznih delih Formule 1, tako da bo mogoče že saj zagledati, bo spektakularno. Upam, da bo šli malo po kakšen tunel noter, zato ker tam je tudi zanimiv, kakorkoli, pač za kolesarje ne, ampak za gledati. Misliš, da bo, če bo Pogačar štartu, da se bo iz njegovega kolesa slišal? Ja, veš kako noter rupota v teh tunelih. A zbil? Da je noter, ne. No, tam je kar, tudi za kolesarja je kar zanimiv se pelati. Tako da to so ene takih stvari, ki sem se jih. Pa ena stvar, ne. Vuelto so hoteli narediti letos zaključek na Kanarskih otokih, kar je že bilo enkrat in je bila to zelo velika želja, ampak so se Kanarski otoki zavrnili in to zaradi tega Adamsa, ki je lastnik Izrael Premier Teka bivšega, čeprav so se zdaj preimenovali v NSN, ampak on je ostal lastnik in so pač rekli, da dokler bo on lastnik in dokler bo ta dirkala, oni ne bodo gostili pač te ekipe in so zavrnili in ker niso hoteli narediti v Madridu zaključka. Zdaj ne vem, zakaj so tam Španci, zakaj se to v Španiji tako dogajajo, te protesti proti Izraelu, zato ker tega na Turu pa na Giru nismo videli. Ne. Zdaj mogoče bomo tudi, jaz ne vem, a so to nadaljevali, ampak Španija je bila res lani, na Vuelti je bilo res grozljiv in v Madridu ne morejo zagotoviti varnosti za kolesarje in varnosti za gledalce in so se odločili, da bodo naredili zaključek v Granadi, kjer bo pa zaključni krogi bodo na en klanc.
kjer bojo pač lahko bolj zaprla območje in tudi sama podelitev bo na vrhu tega klančka, tako da bo že izoliran vse skupaj, tudi če bi bili kakšni protesti, kar pa pomeni, da se lahko tudi na zadnji etapi naredi se še odloča teoretično lahko zmagovalcev, podoben kot je bilo mogoče na Turu, ampak dobro, zdaj če bo nekdo, ker je pa kraljevska etapa, je pa en dan prej. In tam je čez 5000 višincev in na najbolj vročem delu je to v bistvu Španije, tako da bomo videli, to bo še kar je pa res, da potem so tudi že znani malo, kdo bo vozil, vemo, da bo Roglič, tako da jaz mislim, da za nas bo to ful zanimiv za gledati, za Slovence. Zdaj malo je delač ta južni del Španije, tako da ne vem. Pa ajde, 2 ure z letalom. A bi šel človek? Ja, edin, da gre z avionom, no to je res. To pa mislim, da drugače. Z avtom pa 24 ur, ta je pa malo dolgo. Ja, tako da bo pa imel kar nasprotnika, že vemo, Almeido, Almeida je potrdil Vuelto, tako da zdaj tukaj dvomam, zdaj to spet nama razbije to, da bo mogoče Pogačar šel. Ker bo potem Almeidi takoj vzel kapetanski prostor, to pa mislim, da Pogačar ne bo naredil že iz tega vidika, ki vedno prav, da morajo tudi drugi fantje imeti priložnost. Mislim, Almeida gre že na Giro, ne gre? Ja, sej pač gre na Giro, sej vmes ima cajt, samo ne gre na Tur. Verjamem, da če se bo Pogačar odločil... Ja, mislim, takrat, ko je bilo tisto leto, ko je zmagal Giro, pa Tur je bila izjava, da ni šel na Vuelto, da tudi drugi fantje še lahko dirajo. Ja, se zdaj ima pa sam Tur. No, to mi zdaj mogoče zdaj malo padel v glavo, da mogoče pa vse ne bo šel na Vuelto. Pa Mas bo bil, kar je sicer ga že dolg časa, zdaj ga že 2 let nismo videli prav neki noro, on se približa, pa se oddalji. Pa Skelmos, pa zdaj tukaj se še za enega od možnosti. Pa dobro, ne bo zdaj napodvala, kdo bo šel na Vuelto čez 9 mesecev. No, hočem sam povedati, v glavnem, da ima Roglič tudi bo imel konkurenca, da ne bo že kar vsi, ki ga vidimo, že zmagovalca. Se to je logično. Še fajn potruditi. Ja. A pa Roglič kdaj ni izgledal, da se je mogel potruditi. Ja. Mislim, da ni nobene 3-tedenske dubu, tako da bi izgledal, da je bilo simpel. Mogoče je kakšno Vuelto, da je bilo malo lažje. Pa na koncu je izgledal, ker je imel 3 minute, ampak do zadnjega tedna pa nikoli ni izgledal. Ima tudi tak stil, da ne bo šel tako, kot Pogačar z glavo skozi. Ampak v glavnem to je še vse, kar nas čaka. No, pa greva zdaj mi do natale vprašanja z 2025. Jaz sem ti pripravil 5 vprašanj. Ta prva, mogoče... Leto smo mi zbirali ta najlepši kolo, 2025. Zdaj pa vprašanje zate, kjer je bil pa tep najlepši kolo? Ja, čakam, zdaj ti nimam pred očmi. Ne, pa sej ne govorim med temi, ki so jih zbirala, ampak ta kolo, letos je bilo kar nekaj koles pač predstavljenih. Se pravi, kjer je tep? A ti tako, kjer vstal v spominu? Se enkrat sva rekla, da bova vsak najdla eno sliko kakšnega kolesa, ker nama je pa res hud, pa je objavila, pa to še nisva naredila. Ja. Meni vizualni izgledi kolesa, če lahko rečem, je še vedno pač Pinarello Dogma ali pa nasplošno teli Pinarello TF-i kot oblika nekaj posebenega je najlepši kolo in bolj, če ga doteraš z vsemi detajli, s takimi, ki so pač nama nekaj všeč, je to še vedno najlepši kolo. Čeprav moram pa reči, da zdaj tudi ta odštekana kolesa, danes je Vračič, sem mu pohvala, koliko se dobro počutim na kolesu, ker res, ko sem se dele spet pelala, to je meni kolo, ko se zlijam lahko z njemu, ne vem, zakaj mi pač ali pa še. In je rekel, ja, pa še lep je, sem napisala, ja, pač ta pojem lepote se spreminja in bodo lepa kolesa res, da je ta, ker niso bila mogoče nam na začetku sploh so grozen delovala. Da moram reči, da jaz sem se tudi na ta moj kolo ful navadila in ta moja kombinacija, ki ga imam skupaj z vsem tem in ko vidim te kolnagote, kakšne lepe zrihtane, spimpane. Žal, da sem te sploh vprašal. Mi je tudi moj kolo lep in moram še te eno stvar ti povedati. Danes sem videla na nysm.majen na Instagramu stran in ima ful hude vedno take spimpane bicikle gor in je tudi Faktor ga objavil in je ta nov Faktor gor, ta stav. In je
kolo black on black varianta. In je s Princetonkami gor, ki ima malo zlatih detajlov, je iz TI karbonom. No, in moram reči, da tako kolo vidiš tako narejen, saj po slikah, a ne, res je, da je dosti temačne slike so, ampak sploh ne zgleda pol več kolo grd, ne. Ne, ta zelo dobre fotke dela. Ta človek. Ja. Ne vem, imaš te cuno eno čez. Ja, neki maja, tako da moram reči, da mi je... Korejc ali pa Japonc. Ali še celo iz Tajske, ne vem, nekje iz Azije. No, ampak v glavnem je celo kolo sploh ni tako grd, kakor mogoče deluje, če ga gledaš v kakšnih čudnih barvah. Zdaj ti toliko nakladaš. Kjer je zdaj ta najlepši? Pinarello Dogma F, še vedno. Povej, ta najboljša trasa, ki ti je najbolj ostala v spominu iz leta 2025. Ko sem jaz odpeljala. Ja. Meni je najbolj so ostale v spominu te Alpe, ko smo šli velo izlet na Alpe, mi je najbolj ostal v spominu, ful smo se lepo pelali, ful smo se dobro imeli, vse je bilo zelo spontano in tudi sem rekla, da bi rada imela več takih izletov v naslednji sezoni. Ja, se strinjam. Meni Alpe, čeprav najbolj se po moje potrpljenju spomnim pa Vršič Mangart. Ja, dobro, to je, ampak ti se taka klasika že, a ne, te Alpe smo pa nekaj novega imeli za nas, nekaj novega. No, najboljši dogodek leta? Jaz bom rekla, da meni je bil Pogi Challenge. Ja, meni tudi. Pa ne, zdaj ne vem, če si mi tukaj v mislih tudi dogodke na višji ravni, pa v Pro Touru, pa vseh. Ampak tudi, če bi mogla izbirati med vsemi dogodki, kar sem jih gledala po televiziji, doživela, mi je bil pač Pogi Challenge. Ne. To se tudi jaz strinjam. Kjera ti pa mogoče derka, ki ti je ostala v spominu, se prav to govorijo pa v Pro Touru? Ja, jaz moram reči, da najbolj v spominu, ko imam skoraj dejansko cel razplet pred očmi, moram reči, da mi je Strade Bianche. Mogoče zato, ker smo tam tudi bili. In tam smo doživeli pač jasno tudi velik šok, ko je Pogačar padel. In mi smo takrat stali na trgu že v Seni in ga čakali. In smo bili na trnih, kaj se bo zgodilo. On tudi. Ja. Tako da iz tega vidika bi si nekako to in sploh te njegove klasike in Milano Sanremo in Paris-Roubaix moram reči, da to so stvari, ki sem si res zapomnila, te zaključke, finiše, ki so se dogajali, da sem jih imam najbolj zdaj pred očmi, ker pač Tour je zmagal, ampak da bi pa zdaj kakšno etapo rekla, ja, sej je imel letos res nore etape tudi na Touru, ampak to so pač nore etape, ki smo pri njemu že navajeni. Tako, to je meni. Ja. Ne, Strade Bianche sicer pri meni mogoče je nimamo top 3 zaradi tega, ker tudi takrat, ko je padel, se vidi, da je toliko močnejši od Pitcocka, da ja, tam je tudi Pitcock, mislim, da vse en popustil, pa ga je počakal. Pa tako, ni, da ga je počakal, ni mogel. Meni je bil sam tisti moment, ko smo res tam bili. No, in mogoče se, če ne bi tam bila, verjetno ne bi to tako doživljala. No. Ja. Pa še, na kaj si pa najbolj ponosna v letu 2025? Ja, to pa lahko strelim iz lahkoto definitivno na našo kolesarsko skupnost, ki smo jo klele ustvarjali in ki se širi in na vse, ki hodijo na naše runde. Imeli smo 2 rundi na teden, kar moram reči, da je bilo v bistvu za najdva z Mirsadom in tudi za tebe verjetno kar dosti naporen iz nekega vidika, ker vseeno moramo tukaj biti, smo takrat prisotni, ves čas smo mal na trnih, da bo vse v redu, se pravi 1 uro pa pol, 2-krat na teden ti mal krajša sekunde življenja ti jemlje, ampak meni to z lahkoto in z veseljem naredim. In mi je v bistvu ful dobro, pač to je ena takih stvari, ki sem res najbolj ponosna, da smo vse speljali brez hujših posledic, padcev, nesreč. Ponovadi pa eno statistiko na koncu leta ven vržava, zdaj nisem si je prav izpisovala, ampak točno vem, da letos največja runda, ki je bila, nas je bilo krepko čez 40,
Se pravi, to je že kar tudi, glede na to, da smo imeli 2 rundi na teden, je to zame ogromen, se mi še vedno zdi, ker smo hoteli malo zmanjšati ta pritisk, ampak ga nismo, ampak nič hudega. Drug let bomo nadaljevali s temi rundami 2-krat na teden in skupinami, različnimi jakostnimi skupinami bomo te stvari še malo mogoče spet dodelali, vsak let se nekaj naučimo, pa še malo dodelamo, zato tudi mislim, da smo vedno boljši in vedno boljše nas delate pa vi. Tako da to je to, kar sem jaz najbolj ponosna letos. Lepo. Pa mogoče še dogodek, vzpon na Pance. Ta je tudi pač tako, glede na to, kakšen rezultat se je tudi dosegel, kako je bilo tudi posneti, zdaj, ko so bile kamere na parih kolesih gor, pa tako, ne. Se mi zdi, da je ful dobro izpadalo, vsi so bili ful veseli, tudi veliko kolesarjev je prišlo, tako da pa tudi klepol, ko smo bili, ja, se predvsem ta after party je bil sploh zanimiv. Ja, mislim, meni je bil mogoče tudi ta, če gledam od teh naših izletov, pa to vse skup mi je v bistvu tudi to, pa čeprav ga nisem vozil, ko sem snemal, je bilo po moje tudi to je bilo, ja. To definitivno nadaljujemo s to tradicijo, ta naš vzpon na Pance. Edina stvar je pač, pogoj je, da si član naše skupnosti, ne more pač kdorkoli priti in nikoli ne bo to vzpon odprte narave. Vedno bo to naš vzpon, ki bo narejen samo za najine kolesarje. Tako da nikoli nimamo planu tega, ker me sprašujejo, a ne o teh, ampak definitivno to je čist naša stvar, kjer dobi vsak, ki se čez celo leto kregamo, kdo je boljši, kdo ni boljši. Mislim, da je to idealen dan, kjer se pokaže, pa vsak naredi en svoj ta osebni rekord na Pance, mislim, da takrat je idealen dan, da se to naredi. Tako da v bistvu jaz za drug let nimam kaj dosti novega za napovedovati, tako da mogoče lahko pustiva to za drug ponedeljek, pa če kakšne ideje dobila, ampak zadeve bojo kar ostajale tako, kot so. Vsi mislim, da se dosti dela, pa vsaka pride, se mi zdi, da je zadovoljen. Tako da mislim, da bomo kaj napovedovali, da se bo še ful več začeli delati, boš rabila že nove zaposlene. Ne, definitivno bomo nadaljevali tako, kot je bilo, pa vsak let se nekaj naučiva, ne, ti in jaz, in probava pol to popraviti, kar je kaj, kakšne sprejevamo vse komentarje. Jaz vedno poslušam, včasih mogoče odreagiram čuden, se tisti, ki me bolj dobro poznajo, vejo, da sem zelo hitre, naglega odziva, ampak tisti, ki me pa še malo bolj dobro poznajo, pa vejo, da te stvari, ki jih prespim, pa premislim, da velikrat obvelajo mogoče celo njihove ideje. Tako da mislim, da tisti, ki se dosti družimo skupaj, na koncu lahko vejo, da nisem pač tak zmaj, kakor zgledam. Še večji. Ti pa itak me imaš tokrat, da me gledaš vsak teden. Ja, nič, evo, to je to. Sončki, hvala, ki ste gledali. Do naslednjič, če bo spet na obali fura, ta vikend bo Petra objavila na Velobar Instagramu. Pa Božič je vmes, tako da dajte malo se posvetiti tudi svojim družinam, ne samo kolesu. 2 dni zabave z družino, pa malo več pojesti, pa malo več popiti, pa bomo že pol to spucali, magar v soboto. Tako da mislim, da to se tudi treba podružiti pa veseliti, pa jaz vam želim srečen Božič, vesel Božič, miren Božič, pa predvsem to, da ga preživite v sklopu svojih najdražjih. Evo, Petra je to zdaj zelo lepo povedala. Jaz nimam kaj nič za dodati, ker nimam tega pravličnega govora, tako kot Petra. Tako da uživite, imejte se radi, do naslednjič, čau. Čau. A sva?